Ja, ampak kdo nam pa pol ne štima, ne? A veš, politike, ki nam preusmerjajo pozornost? Kdo je ta, ki vodi vesolje? Človek, ki vodi vesolje. Ja. Ja, A še kdo drug? Ja, Še kdo? ker jaz mislim, da smo ga mi danes našli. Ne? Jaz upam, da si ga našel. Ne? To je bil namen, to je bila tvoja misija. A ga imaš, a si ga najdel? Ja, ne vem, mi smo zdaj pač smo šli znotraj polja neverjetnosti, ne? In smo pač našli nekoga, ne? Nekogo. Ne vem, Nekogo? Ja, ne vem, to so zdaj te moderni woke pronavni, they, them in tako dalje. Kaj pa jaz vem, kaj je danes prav? Nekoginjo nam je privlekel v podcast. Ja, ne? Ampak skratka. Povej, pokaž, ne vem, nekaj nared. Jaz sem čisto na trnih. Baje se ji reče Ašatan. Šatan? Ja. Ampak vi bi morali zdaj imeti to, na zvezi bi jo morala imeti vidva. A jo imata? Halo? Ja, A kličete mene? Wow. Čakaj, kaj se dogaja? Nekoginja, res je nekoginja. Človek... Ja, živeli, a Šatan tukaj. Povejte, kako vam lahko pomagam? Razumem jo. Prava ušesa dela. Jaz sem zdaj čisto šokiran, ne vem, kaj ne rečem. Prevevajo me mešani občutki navdušenja, groze in mrzlega pota po hrbtu. Kaj naj naredim, pomagajte mi. Kje vpraš? Ašatan, a vi vladate vesolju? Ja, takole ne, na vaše vprašanje jaz lahko odgovorim samo, da ni jasnega kriterija. Želim pa na začetku jasno in glasno povedati, da je to enostranski prikaz. Jaz razumem, da interno promovirate posamezno oddajo, žal pa nisem nikoli zasledila, da bi na podoben način promovirali katerokoli oddajo Jožeta Možine. Niti nisem zasledila, da bi na podoben način povzemali njegov zadnji utrip, po katerem se določene stvari promovirajo, tako da videti je, da gre predvsem za izbor tistih oddaj, ki v celoti pritrjujejo mnenjem in stališčem urednika. In v tem pogledu vi, Zi, Peli in Aljo, delujete popolnoma enako kot prorežimski mediji v Rusiji, kjer kakršnokoli drugačno mnenje od mnenj urednika nima mesta v javnem diskurzu. Samo sekundo, to pa moram, na tem mestu vas moram prekiniti, če se niste že sami in vas vprašati, a se vam mi zdimo premočeni? Lejte, sama sem verjetno tista državljanka te države, ki ima največ stikov z Evropo. Še posebej s tistim delom Evrope, ki karkoli odloča v nas, in v zadnjem letu niti v enem od teh stikov ni nihče omenil tega, kar ste zdaj omenili vi. Se pravi, tukaj gre za virtualno podobo, ki se izvaža iz Slovenije v tujino in od tam nazaj uvaža. Mislim, jaz sem malo ogorčen, ampak nekaj mu pa direkt vprašal, kako pa je vam pravzaprav ime? Mislim, kam vam jaz zdaj zakomentirati neke poslovne transakcije privat podjetij? Ne komentiram. Kaj bi rajš, da vam rečemo, da ne vem, ne vam mačka zapoja ali nekaj, ne vem. Ali da mi njej zapojemo. Ali kaj, a nekaj zapojemo, ali sploh imate mačko? V času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, je treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko. In ker so to mojo izjavo pred 14 dnevi izrezali iz prispevka v Dnevniku, jo bom ponovila. V času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, je treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko, to hišo. Ampak sej vi res vladate vesolju, kaj ne? Lejte, to vprašanje morate sebi zastaviti. Jaz verjamem, da ste nekateri zelo na koncu živci, ker privilegiji, na katere ste bili navajeni, niso več samoumevni. Nihče tega ne zmore narediti sam, tudi skupaj to lahko naredimo. Pred 30 leti je bilo enako vroče, kot je danes. Koliko časa pa že to počnete? Če me vprašate, koliko časa bo svetovni finančni sistem to še vzdrževal, vam lahko povem samo to, da ne dolgo, ampak trenutno je položaj ugoden in Slovenija je tukaj pač v špici. Ok, ampak a vi na vsa vprašanja odgovarjate na tak način?
Gre za grobo kršenje določb zakona o RTV in tipičen primer zlorabe javnega medija v zasebne politične namene s propagandnimi učinki. Mediji morajo biti zavezani resnici, ne naši resnici, resnici. Ampak čakajte, zdaj ljudje prihajajo k vam, da se vi odločate namesto njih, ne? A to drži? Oziroma o usodi sveta, gospodarstev, vojnah, pravzaprav o vsem, kar se dogaja v vesolju, ne? K meni so prihajali ljudje in sem vsem in vsakemu posebej jasno rekla, potrebni so prostovoljci. Če ves EU v diplomatskem korpusu nima nekoga, ki je vsaj toliko pogumen, kot je diplomat Vatikana, potem nismo vredni, da imamo diplomacijo. Še enkrat, diplomacijo imamo zato, da rešuje situacijo, da da možnost pogajanjem v času, ko potekajo spopadi, nimamo je za bankete. Mislim, ampak sploh, če to tako, kaj verjamete? Dvakrat doslej smo mi formalno dali ponudbo za sodelovanje opoziciji, nekatere stranke so to sprejele, nekatere te ponujene roke pač niso sprejele. Mi je nikoli nismo umaknili in še vedno je ponujena, vedno smo pripravljeni sodelovati v dobro, ker dobro v srcu mislimo. Dobro, ampak a vi verjamete vsaj v obstoj drugih ljudi? Tako bom rekla, ne, to, kar vidite na površini, je samo del dogajanja, ne. Velik del dogajanja je v ozadju, kjer se prepričuje poslance, grozi se poslancem, se jih očitno tudi kupuje, kot lahko zasledim. Zdaj to, da je imela opozicija za cilj zrušiti vlado, ni kakšna slovenska posebnost, s tem ni nič narobe, ne. Težava je v tem, da se gre tukaj prek tega. V ozadju ne odloča država. Država odloča v ospredju, v ozadju pa odloča paradržava, tisti, ki pač ščitijo svoje privilegije in svoje interese, zato pa ne prevzemajo nobene odgovornosti. Jaz moram na tem trenutku ugotoviti, da so te vaši odgovori tako načitani, tako premišljeni, da sem prepričan, da vam je nekdo vprašanje naprej poslal. Zato vam postavil še eno vprašanje, ki zagotovo ni bilo napisano. A vi sploh ste? A ste me prijeli? A ste se me dotaknili? Fanta, jaz zaključujem, jaz ne morem. Nadaljavo ne morem prijeti tega. Aljo, nekaj si obmolknil. In tako je človek, ki vlada vesolju, narahlo zadremal v naslanjaču. Potem se je nekaj časa igral s svinčnikom in papirjem in ves navdušen ugotovil, da lahko slednjim na prvem nariše sled. Še naprej je slišal razne šume pred hišo, a ni vedel, ali so resnični ali ne. Na to se je en teden pogovarjal z mizo in opazoval, ali bo morda reagirala. Sta vidva to videla? Šatan. Jaz mislim, da ime veliko pove, veš. Ja. Sploh, če ga nazaj prebereš. Ja, Sploh, če ga nazaj prebereš. A, Ampak šatan, ja.